Ljudje in ljudine, poslušate 135. epizodo, 5. epizodo 5. sezone podcasta Obot in ne boste verjeli, tu še ni konec številk, to je obenem šesti Halloween specialc in prva epizoda meseca Krvosesov, prva od 5 epizod posvečenih knjigam, filmom in serijam o vampirjih, ter hkrati še jubilejna 10. epizoda posneta v živo. Res je, znova smo izkoristili gostoljublje Vodnikove domačije v Ljubljani in tukaj v sredo 26. oktobra zvečer snemamo pred živim, vsaj za enkrat, občinstvom. Občinstvo, oglasite se, dokler se še lahko. Snemamo torej podcast, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, okrvavljen bodež, odmerjen Drakuli, smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Igor Harp in moja malenkost Aljoša Harlamov. In tudi tokrat imamo gosta, razpravljalca in razmišljevalca, kdo mi je to pisal ta scenarij. Z nami je znova filozof in pisatelj Mirt Komel. Dobro večer. Mirt ima tudi svoje fane, danes tukaj vidim. Mirt, kako si? Kolikor se da dobro biti na tak večer. Sreda tedna, 3 ure predavanj za mano, 3 ure snemanja podcasta v živo. Kako ne bi bil dobro? Današnja epizoda je, kot smo dejali uvodoma, torej prva epizoda meseca Krvosesov, meseca posvečenega knjigam, serijam in filmom o vampirjih in začeli bomo povsem na začetku pri izvoru vampirske norije, pri Bram Stokerjevi Drakuli, pri Drakuli Brama Stokerja in njenih ekranizacijah, najbolj seveda pri ekranizaciji iz leta 1992, ki letos, počutite se starega, obeležuje 30 let. Če filma slučajno še niste pogledali in niste prebrali knjige, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o tem govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato na tej točki prostovoljno raje nehajte poslušati. Preberite knjigo, pogledajte film in se vrnite k poslušanju epizode podcasta, ko boste to misijo uspešno opravili. Če pa ste knjigo že prebrali, film že pogledali, ali pa niti ne nameravate brati, ga niti ne nameravate pogledati in vas bolj zanimamo mi, pa se udobno namestite, nastavite vrat in pustite, da se prisesamo na vas. Maestro, eno transilvansko. Zdaj ste že slišali, videli, da jaz znam zelo hitro govoriti in to bom tudi ves čas danes počel, ker bi radi se mal prebili skozi vso faktografijo, ki je tukaj pred nami. Ker je to prva epizoda meseca Krvosesov, smo seveda pripravili en pregled, kdo sploh so ti krvosesi. In tukaj bo Mirt Komel meni upadal v besedo, zato ima on mikrofon zdaj, ne Mirt? Kaj ti, Mirt, knjigo sem ti, Mito, tebi jaz dal, ne? Skratka, Mito, ja, ne. Moja knjiga je, ne pozabi vrniti. Skratka, Mirt Komel je napisal eno knjigo, v kateri so razprave o literaturi in med temi razpravami o literaturi je tudi eno poglavje o Drakuli. Tudi zaradi tega smo ga povabili. Hvala, Mito, da si pokazal, da knjiga, vse ni važno, sem hotel, da ljudje vidijo, to ni plačana objava, tako da Mirt, potem se bomo zmenili za odstotke. Ampak, če gremo najprej, pregledamo eno zgodovino pojavljanja vampirjev in Mirt, res kadarkoli boš imel kaj za dodati ali pa kaj za to. Se bom pridružil okoli leta 1650, tam nekje se. Ok, pol pa bova zelo hitro šla do tja. Prvi vampiri so, in jaz tole, kar pa jaz govorim, je pa v knjigi tamle Vampiri znova na pohodu, na mizici spodaj, kdor zanima, za tiste, ki seveda to poslušate zdaj za Halloween, za noč čarovnic, bodo spodaj, in zdaj spet fizično kažem spodaj bojo vse povezave do vseh knjig, ki jih danes omenjamo. Skratka, prvi vampir se nekako pojavil na prazgodovinski vazi v Perziji, tako da ne boste mislili, da je to nekaj blazno novega, kjer je na vazi risba enega človeka, ki se skuša obraniti pošasti, ki mu želi piti kri. Stari Grki so na to vzpostavili to vez med krvjo in svetom mrtvih. V 11. knjigi Odiseje, in ne igrajte se presenečeni, da niste vedeli, da bomo omenili Odisejo danes. Odisej s krvjo ovc kliče duhove umrlih junakov. Duhovi govorijo z njim, potem ko spijejo malo krvi,
ki jim povrne moč in življenjsko silo, ne slo. Ampak, ker bo danes tako erotično, mi ni zameriti. Kri s pečim žrtvam pijejo grške, lamije, empuze in strige. To so breztelesna božanstva, skratka niso še živi mrtveci, ampak so nekakšni duhovi. In ko menjamo seveda strige, strigoj od 17. stoletja je to romunska oznaka za vampirja. Isti koren ima istrski štrigon, tisti, ki mogoče izhajate iz tistega področja, boste to poznali boljše od mene. Izhaja iz latinske besede strix, tako so poganski Rimljani imenovali to neko nočno ptico, podobno sovi, ki otrokom in dojiljam izpila mleko ali kri. Pozneje v judovski krščanski mitologiji pa je seveda Lilit kot prva Adamova žena, ki jo je zavrgel, pila je dojenčkom kri, mladeničem življenjsko moč in moškost. Je pa seveda v judovsko-krščanski mitologiji menstrualna kri vir vseh mogočih prekletstev. K temu se še bomo nekajkrat vrnili danes. V 11. stoletju čarovniki potem pripisujejo krvi zelo čudežno moč, kri devic ustavlja staranje. Krščanska neoplatonska zamisel o življenju po smrti pa pravi, da le odrešene duše napredujejo v nebesa, skratka, kdor ne prejme poslednjega olja ali ni pokopan po svečeni zemlji, je preklet. In to se zdaj vse nekako počasi povezuje v nek mitologijo vampirjev. Od 11. stoletja se pa že širijo pripovedi umrlih, katerih nedotaknjena trupla so našli zunaj groba. Verovanje o živih mrtvecih, ki sesajo kri, je tako mešanca poganskih izročil in srednjeveškega krščanstva, nastaja pa predvsem najprej v Skandinaviji in britanskih otokih. Potem pa se vampirstvo kot nek trajen pojav pojavi šele v 14. stoletju in pride na vzhod, vzhodna Prusija, Šlezija in na Češkem. Nepovezano s tem, šlo je za epidemije kuge in veliko ljudi so pokopavali v naglici, kar je pomenilo, da so veliko ljudi pokopali še žive in ko so se ti seveda skušali prebiti ven iz krste, so nastajali kakšni zvoki, ljudje so odprli krste in jih našli še žive in tudi od tega se je skratka širil glas, da gre za vampirje. Prvi taka znana stvar je pa leta 1440 proces proti Žilu de Raju. Jaz upam, da sem to približno prav povedal. Huysmans je napisal roman tam spodaj in tega Žila oklical za vampirja. Bil je to nek aristokrat, ki je v krvi iskal skrivnost filozofskega kamna, to ni filozofski, to je kamen modrosti, seveda v slovenščini, to je pa napaka v prevodu. Kamen modrosti, pomoril pa naj bi okrog 300 otrok. In nekako v ta čas sodi tudi Vlad IV., vlaški vojvoda Tepeš, kar pomeni nabadalec, in Drakula, kar je pomanjševalnica imena Drakul, ki je oznaka za zlodeja ali zmaja. Mimogrede, to je tudi romunski narodni junak, ker je osvobodil dežele Turkov in je bil obenem seveda tiran, ki je nabadal ljudi na kole, to je najraje počel. Njegovi podvigi pa so polnili kronike tistega časa in ga iz njega naredili legendo. In nanj se seveda sklicuje potem Stoker, ko naredi knjigo. Počasi se bližamo tvojemu času, Mirc, če si opazil, pripravi se. Leta 1484 je papež Inocenc, zelo nedožnim imenom Inocenc VIII, dovolil objavo dela Malleus Maleficiarum. To je gorjača oziroma kladivo čarovnic. Za tiste, ki veste, to je knjiga, ki je preučevala ženske demone, zle duhove in od mrtvih obojene strahove. Cerkev je s tem uradno priznala obstoj živih mrtvecev. In potem imamo v začetku 17. stoletja novo sojenje, tokrat grofici Erzsébet Báthory, niti približno ne vem, če sem to prav povedal, mislim, da Báthory je, ki je vzrejala mladenke iz okoliških vasi, jim pila kri in se tudi kdaj okopala v njihovi krvi in naj bi pobila približno 300 nekih spet deklet. Ko so udrli v njen grad, so jih našli številne še žive in popikane z enimi takimi majhnimi vbodi, ker jim je zelo počasi puščala kri. Skratka, same lepe stvari se dogajajo. V času razsvetljenstva se pa vampirstvo resnično razmahne. To je bila skratka doba prosvetljenstva, doba razuma, ampak istočasno se razmahne, kot vemo, že malo romantike in tako naprej in zanimanje za nadnaravno v Avstriji, Srbiji, na Poljskem, Moravskem in v Rusiji in prvič se pojavi beseda vampir in ima 3 lastnosti. Vampir je duh, ki je vstal od mrtvih.
iz groba vstane po noči, da pije kri živih in tako podaljšuje svoje posmrtno življenje, in njegove žrtve same postanejo vampirji. To so nekako 3 lastnosti, ki se pojavijo takrat in tvorijo neko osnovo vampirizma. Popkultura pa je potem dodala, da nima odseva ali celosence, da ima volk odlakove čekane, originalni vampir namreč sesa kri skozi pore. Kako mu to rata, jaz ne vem. In pa pojavi se povezava z netopirji, ker takrat začnejo opisovati prve te krvosese, netopirske krvosese. Vampir pa se v resnici po nekih legendah lahko spremeni v številne živali, tudi v meglico. Tudi česen kot obramba je nekaj izhaja iz kasnejših, iz romunskih folklornih pripovedi, in pa kol ni vedno zadosti. To je Buffy razširila to laž o vampirjih, da jih kol kar pokolje, ampak jih ne. Je treba včasih še glavo odrezati, pa še kaj drugega. Izvor same besede pa je najbrž kar srbski vampir, koren pa izhaja iz prodreti nasilno v nekaj. Potem že pridemo do vampirske norije v času Avstro-Ogrske na Balkanu, ko časopisi, posebej avstrijski, poročajo o vampirjih, na to se pač to razširi po vsej Evropi. Prvi antropološki popis, mislim, da je to Igor opisal scenarija, ne? Ne, pa si pa bil ti, Mirt. It is moi, Mirt. Valvazor je opis Kringe in primera Jureta Grande. Janez Vajkal Valvazor je v Slavi Vojvodine Kranjske zapisal nenavadno zgodbo o Juretu Grandu, ki ni bil le prvi istrski, ampak danes temu pravimo, hvalimo se s tem, da je to prvi evropski vampir zabeležen z imenom in priimkom. Valvazor je zgodbo iz Kringe, se to reče Kringe ali sem Krinč? Okay. Kringe objavil v Nemčiji v Nürnbergu leta 1689. Pazinska grofija je leta 1656 umrlega Granda pokopala po krščanskih običajih, a so ga po pogrebu videli, kako se še vedno sprehaja po noči, prikazoval se je vaščanom, taval po ulicah in trkal na vrata. Ni bil sicer neki blazno strašen vampir, ampak v resnici bi tudi mene malo frustriralo, če bi mi nekdo trkal na vrata. Najbolj pa je maltretiral svojo ovdovelo ženo Ivano. Na vrata doma, kjer je potrkal, je v naslednjih dneh zagotovo nekdo umrl, so pripovedovali, in vaščani Kringe so se odločili temu narediti konec. Tako se je neke mračne noči leta 1672 9 vaščanov ter vaški poglavar in svečenik odpravilo na pokopališče, in so odkopali njegov grob, v njem našli povsem ohranjeno telo z rožnatim obrazom in otečenimi lici, in po neuspešnem zabadanju z glogovim kolcem so vampirji utrgali glavo in zaprli grob, in Grando tistega dne ni nikoli več vznemirjal meščanov Kringe. In z Valvazorjimi lastnimi besedami: podeželani in kmetje v Istri trdno verjamejo v čarovnice in čarodeje, ki otrokom pijejo kri. Takim pravijo štrigoni ali vedarci. Ko tak štrigon gagne, so prepričani, da se proti polnoči odpravi na vas in tam trka in razbija po vratih. In v tistih hišah, kjer je ropotal po vratih, čez nekaj dni nekdo umre. Ko tako kdo umre, kmetje pravijo, da ga je požrl štrigon. Tako, skratka, piše Valvazor. Ne vem, zakaj sem izbral ta glas za Valvazorja, ampak mislim, da mu paše. In še dalje je, skratka, pisal pa tudi takole, da vemo, Valvazor spet razsvetljenec, ne? Tudi to, da se štrigoni po noči priplazijo k ženam in z njimi spijo, pri tem pa ne spregovorijo besede. Jaz pa se le bojim, da k vdovam, posebej, če so mlade in lepe, hodijo spat duhovi iz mesa in kosti. Skratka, naš Valvazor ni najbolj zaupal vsem tem legendam o vampirjih in se mu je skratka zdelo, da... Čeprav na koncu tega razdelka, ko Valvazor to popisuje, zaključi ta del o Juretu Grandu, zaključi z besedami: vse to je resnica, kaj ti govoril sem s temi ljudmi in vse so mi povedali, tako kot je res bilo. Ne? To je bila ta, ko bi rekel, antropologija pred antropologijo, spontana antropologija Valvazorja. Meni se zdi zanimivih več stvari, ena je ta, da to, kar si že poudaril, da smo v obdobju razsvetljenstva, ko se začne ta vampirska norija in da v tem pišejo avstro-ogrski časopisi, kaj se dogaja na Balkanu. In imamo tukaj že, ko bi rekel, praizvor tega, kar bo potem postalo del balkanistične tradicije, kot izumljena Balkana, kot nekega tega
sivega območja na pol poti med Evropo in Orientom, ne, kar bo tudi recimo par teh elementov orientalistično-balkanističnih bo Stoker uporabil v svojem romanu. In to, kar si ti omenil, da je v bistvu zanimivo videti, kako v obdobju razsvetljenstva neko napreduje znanosti, še zlasti medicina, se na drugi strani pojavi kot neka vrnitev potlačenega, kot del v bistvu tudi potem to, o čemer bomo še govorili, romantične literarne tradicije, ne, se pojavi ta lik vampirja, ki še kar ustraja kot ta mitološki rezidum, ne, ki kar noče usahniti in doživi pač razcvet potem v 19. stoletju. Glede Jureta Granda sem hotel reči, da se mi zdi škandalozno, da, kako bi rekel, imamo tle na naših tleh, tako rekoč, ne, v Istri, ki vendarle združuje vsaj 3 različne kulture, ne glede na to, da so te 3 kulture z nacionalizmi razdeljene, ne govorim seveda na Slovenijo, Hrvaško pa Italijo, in da imamo ta primer prvega popisanega vampirja z imenom in priimkom, celo hišno številko bi se dalo dobiti, kje je živel, ali pa vsaj kje je pokopan bil, in da ni doživel literarne tematizacije do nedavnega, ko se je lotil nek hrvaški novinar to knjigo, mislim, da je naslov Grando, če ne kar vampir, Grando, mislim, in je, bral sem pred leti, ko sem naletel pri Valvazorju na to, in je v bistvu en tak rip-off Bram Stokerja. No, mislim, začne se zelo obetavno, kot zelo izvirna ištrijanska vampirska zgodba, ampak potem se začnejo dogajati dobesedno iste stvari, brez sramu, se začne dogajati kot v Bram Stokerjevi Drakuli, samo da namesto v Londonu smo v Zagrebu. Dobra menjava. Mislim, ko bi rekel, zlato za bron, ne, bi rekli Grki. Jaz sem šel, še to, da povem, glede te kringe, šel sem z svojimi vampirskimi minioni, smo šli enkrat na izlet v Kringo, po sledeh Jureta Granda, tam je še naletiš lahko na zaprt bar, Vampire bar, ki je bil v svoje čase bojda popularen, jaz sem to malo po Googlu gledal, zdaj je pač zaprt. In smo potem, seveda, to je bila ena postojanka, ko bi rekel, napis še stoji, vrata so zaprta, mogoče smo prišli čez dan in je bila to napaka, bi mogli zvečer pogledati po noči, kaj se tam dogaja. Mogoče. Smo šli pa potem še iskati seveda pokopališče s tem že malo preveč navdušujočim naivnim upanjem, da bomo najdli grob od Jureta Granda, ne, smo naleteli na edinega vaščana, na katerega smo naleteli, ostali Bog ve, če še živijo. In smo ga vprašali, pač, ne, smo rekli, ta bar je zaprt, kako je s tem, in je začel nas pač tam nahruliti, ne, prokleti turisti, tle s tem vampirskim barom na serijete tukaj, ne. In mi smo se opravičili in tako naprej, in pa smo vprašali tako, pa izvinite, gospod, nam lahko pokažete vsaj, kje je pokopališče, ne, se nas poslal samo v tri. Smo šli na pokopališče, groba ni najt, no, tako, ampak še vedno je zanimivo iti tja, zato pa vidiš to vzdušje, ki je porodilo te štorije, o katerih potem piše Valvasor, in dejansko še vedno deluje ta Kringa kot ta zamaknjena vas, kjer se pač vsi moški izberejo, mislim, da jih je v tej zgodbi 10-12, plus nek iz sosednje vasi gozdar Sekiro, ne, mislim, imamo tudi ne samo prvega vampira z imenom priimkom, ampak tudi prvo grupo Vampire Hunterjev tlele, ne. Tako, ja. Ištrijanskih klenih fantov s sekirami, z imenim priimki vsi našteti po vrsti, ne. No, to sem hotel še gledati. Ja. No, super, sta vidva še hotela karkoli dodati o vampirih, o loru, vsem skupaj, ne, sej. Aha, Igor, ja, pove. Ja, tisto z Bathorjevo, ne, je bilo kasneje dost, da to mogoče ni bilo čist res, vse, kar bi naj počela, da pač uspešna, bogata ženska je šla ljudem v nos. Je pa Julie Delpy tudi naredila en fejst dolgočasen film o tem, z njo v vlogi Bathorjeve. Mislim, da sem spal poleg malo. Ja. Skratka, in zdaj počasi gremo proti romanu, ker bomo lahko že malo več rekli. Tukaj je zdaj Mito najbolj sveže bral slovenski prevod romana. Roman Brama Stokerja je šel leta 1897 in je nekako rojstvo legende o Drakuli in pravzaprav utemeljil vampirje, opisal vampirje in približno takšnega Drakula, kot on opiše, zdaj imamo, skratka te Drakule in vampirje v pop kulturi.
Zlasti angleška romantika je namreč kazala živo zanimanje za nadnaravno, vampirstvo je bilo v poeziji simbol smrtonosne strasti, kazal se ta sadomazohistični odnos med obema partnerjema, zato tudi ni nenavaden ta prehod od somraka v 50 odtenkov. Lik femme fatale se je zelo pogosto vampirka skratka prikazovala, zlasti Baudelaireju recimo. Enega prvih romanov vampirju je začel pisati Byron, baje po neki stavi ali nekaj takega, skratka bi moral napisati roman o vampirju, pa ga potem nikoli končal, je pa o njem pripovedoval svojemu osebnemu zdravniku, ki ga ni maral. To je važen podatek za nadaljevanje. Johnu Williamu Polidoriju, ki je napisal roman The Vampire leta 1819 in Lorda Ruthvena, ki je aristokrat, zapeljivec, gospodar, je nekako zelo podoben Byronu. Potem so ta roman kar pripisali Byronu in z njim osvojili celo Evropo in spodbudili številne posnemovalce. Drobna korekcija samo realnosti. To je se zgodilo v famozni vili Diodati na Ženevskem jezeru, kjer so se zbrala ta druščina Mary Shelley pa soprog, pa Byron, in Byron si je po izgonu, pobegu iz Anglije vozil sabo tega Polidorja, osebnega zdravnika, ker je pač imel vse sorte težav. No? In v tej vili je zasnoval Byron, da bi pisal ta roman o vampirju, je pa to potem prepustil Polidorju, ki napiše kratko zgodbo. Kratka zgodba je pomembno, ker je to v bistvu prva literarizacija, prva literarno delo, kratka zgodba Vampir z Y pisan, ki napiše Polidorje in vzame Byrona za model tega Lorda Ruthvena in je tudi, če bereš to, se dogaja, začne se v Grčiji, pa potem v Londonu. Mislim, cel Dracula roman je tukaj v miniaturki že v bistvu pravzaprav vsebovan in tudi v liku Dracule lahko vidimo, da je v bistvu bolj kot da bi nadaljeval neko literarno tradicijo, da bi v bistvu nadaljeval res to tradicijo tega aristokratskega vampirja, ne? Kar je bilo takrat pravzaprav v Byronovem času razumljivo, koliko je Byron bil ena ta figura, eden izmed prvih, kako bi rekel, zloglasnih teh medijskih zvezd, bi rekli danes po celi Evropi, pač tako kot je ena izmed njegovih ljubic dejala, mad, bad and dangerous to know. Ne? In ta mad, bad and dangerous to know je potem bila oznaka, ki veljala tudi za vse like moških vampirjev. Ne? Ženske vampirke imajo pa pač paralelno in malo drugačno karakteristiko, to, kar si opisal poprej. Res je, ja, skratka, s to, kar je sicer treba mu absolutno priznati, pozneje zelo veliko raziskoval, on se je vrnil k nekako začetku teh legend, poznal enega profesorja orientalskih jezikov iz Budimpešte, ki mu je vse razložil, on je šel brati vse te neke izvire in potem naredil eno res tako zanimivo romantični nek gotski roman, je napisal, ki ga je napisal večinoma preko pisem. Zdaj, jaz ne vem, koliko od vas je kadarkoli bralo Draculo, ne? Ampak Dracula je precej, ni skratka, jaz rekel, da bi zdaj tisti, ki bere Draculo, seveda takoj pričakujejo, da bo not klanje, da bojo kri, ne vem kaj, ampak to je zelo tak lep, romantičen, ljubezenski roman, ki se dogaja večinoma v pismih. Ti si ga pred kratkim prebiral, tako da mogoče boš ti povedal kaj o njem, imaš slovenski prevod danes s sabo. V bistvu, filmi mogoče zelo dobro eni filmi bolj povzamejo roman kot drugi, ne, ampak mogoče Bram Stokerov od Coppola še se najbolj približa kao samemu feelingu pa zgodbi, koliko tega gre. Tako da kar se zgodbe tiče, ni niti nekaj novega za izumljati ali pa zapovedati. Nekaj super, kar je pri tem romanu, je prav ta struktura tega dnevniškega zapisa, ki ima eno posebno moč, nek poseben čar, ki te potegne ful dobro noter, se meni zdi. Ne? Da v bistvu bolj kot ima film to moč, ima ta roman to sposobnost, da te preko teh različnih pogledov, perspektiv, pa včasih tudi nezanesljivosti različnih likov, da te potegne noter v čisto eno neko seksi, zanimivo strukturo. Ne? Še posebej tam nekje na 250-300 strani nekaj tazga, ko se pa zgodba malo začne bolj akcijsko obračati v Carfaxu pa v umobolnici, takrat se pa celo ta struktura zelo vse meni zanimivo razgali. To bi mogoče najbolj izpostavil pri tem romanu. Ti non-stop spremljaš ta pisma pa datume, pa se križajo, pa ponavljajo oziroma podvajajo, včasih v bistvu dopolnjujejo in tako naprej. Pa pride do tega sestanka v umobolnici, kjer se pa nekak metafikcija noter spostavi, kjer pa
Van Helsing reče, ok, zdaj smo vse pretipkali, zdaj smo vse skupaj sestavili, dajmo vse te vaše dnevnike, ki ste jih vi vsi tukaj pisali, skupaj na mizo in naredimo plan. In imaš full dober feeling, kot da si postal del zgodbe, kot da si dejansko na tistem sestanku in je pač nek magic se zgodi. No. Pač to pri tem romanu najbolj cenim. No. Ta moment sem hotel tudi jaz nasloviti, prav to, ko združijo vse zapiske, ne, ker po eni strani ful je bizarna letnica, no, za roman v pismih, ne, konc 19. stoletja, ne samo za formo, ampak tudi za vsebino. Bram Stoker tako rekoč skoči na vlak, ki je že davno mimo. Ne. Ta gotski roman je že v izteku, romani v pismih so že davno izteku, bili so pač v modi, ne vem, v Goethevem času, ne, njegov Werther recimo pisan kot roman v pismih. Nihče več ni pisal, niti tako, niti ni pisal takih vsebin. Vampiri so bili že outdatani, recimo Cveten Todorov tudi v svoji pač zdaj že po moje klasični analizi literature fantastičnega pokaže, da v bistvu je življenjska doba literature fantastičnega, vključno s gotskim romanom, tesno zvezana in obratno sorazmerna z vzponom znanstvenega pozitivizma in da bolj ko napreduje, če je to njegova teza, ne, bolj ko napreduje znanost, manj je vraževira in seveda manj je tudi želje po tovrstni literaturi, ampak ravno Stoker, ne, in potem vse nadaljevanje žanrov, ki se rodijo v 20. stoletju, postavijo to tezo pod vprašaj, kar je najmanj, kar treba reči, da je zanimivo. In se bomo verjetno pri filmu še vrnili, zakaj je še vedno tako zanimivo in intrigantno, da se potem kar vrsti še vedno tudi literatura fantastičnega nasploh in subžanr vampirjev še posebej, ampak prav na to temo, ki si jo ti Mito omenil, sem hotel samo še to reči, da to je njegova res avtorska subverzija tega romana v pismih, da dobro, tam je neka delitev dela, ne, moški se pač opravljajo, brusijo nože, polnijo šibruke in tako naprej. Mina Harker je tista, ki pretipka potem za moško druščino vsa pisma in zapise in časopisne članke v eno enoto in tam si priča, mislim, da je del tega čara, da si kot priča nastanku tega romana, ki ga zdaj pol bereš kot roman v pismih. In je, mislim, da je, če se prav spomnim, Van Helsing tisti, ki humorno pripomni, da je to podobno kot, ko so poskušali držati Lucy pri življenju, tako da so ji dali vsak svojo kri. In v bistvu imaš neko alegorijo tukaj prepisovanja, združevanja besed v eno samo knjigo in hkrati napajanje krvi, ki ultimativno v zadnji inštanci služi za to, da jo Dracula vsak drugi večer potem popije. Ja, v bistvu oni hranijo njega skozi to. Ne? Ta nek akt nastajanja je zelo prisoten. Mislim, sam proces. Seveda imaš noter v vsebini fikcije v bistvu ta nastajanje vampirja, nastajanje te zgodbe, ampak hkrati ta struktura, ki se razgalja. Ne? A veš, tako si noter posrkan v nek proces. Ne vem, kot slikar sem bil zelo potegnen noter, kaj veš, sestavlja sliko z barvami, ploskami, levo, desno in tle nekako sem imel podoben učink, ki se mi je potem razodel, ne, za tem sestankom. Jaz sem v bistvu gledal proces, bil del tega procesa, dosti bolj kot pa v bistvu neka, ne vem, linearna špurca, ki bi jo lahko gledal. Ne, tako da. Ja, potem Dracula nekako eksplodira v filmih, o tem bomo govorili mogoče kasneje, pozneje v kakšni od epizod, ko se bomo lotili Nosferatu, še natančne. Vampiri so ena izmed prvih likov, ki jih film pograbi in eden od likov, ki spremlja zgodovino filma. Če boste gledali razne te vampirske filme, ki jih bomo omenjali v celem mesecu, boste ugotovili, kako pravzaprav zgodovino filma lahko čisto natančno locirate, kako gledate efekte in vse to, kar se spreminja samo s podobo, samo če sledite vampirjev v filmih, ampak eden ključen za popularnost je bil film Dracula, Toda Browninga z Belo Lugosijem. O tem bomo kasneje govorili, ker ga je Mito pred kratkim pogledal, ampak zdaj mogoče gremo kar na pogovor, preusmerimo na tisti film, ki je danes vseeno najbolj v fokusu. Skratka, Bram Stoker z Dracula je večinoma, ga najdete kje na kakšnih, kjerkoli ga boste našli, bo večinoma pod tem imenom. Gre za film iz leta 92, ki ga režil Francis Ford Coppola. Gotska grozljivka je, sam na hitro, da pregledamo, kdo skratka igra za tiste, potem pa bo Igor naj se kar pripravi, obnovil zgodbo. Gary Oldman igra grofa Draculo, jaz mislim, da boljše Dracule skoraj da takrat niso mogli najti, kot je Gary Oldman. Winona Ryder je Mina Harker, Anthony Hopkins je Van Helsing, Keanu Reeves je najboljši Jonathan Harker ever, in pa recimo omenimo vsaj še Toma Waitsa, ki je Renfield,
in pa Moniko Bellucci, ki se pojavi za 5 minut filma in je Drakulova nevesta. Igor, boš mogoče za tiste ki vas to zanima, kot je Mito povedal, mislim, da nekje že skratka Coppolova Drakula je vendarle ena najbolj natančnih ekranizacij, ki zelo obnovi knjigo, tako da to, kar bo zdaj obnovil Igor, je pravzaprav obnova in knjige večinoma, in filma. Igor, prosim. Torej, zgodba se začne z mladim uradnikom, ki ga šef pošlje v Transilvanijo do nekega skrivnostnega grofa, ki kupuje zemljo v posesti po Londonu in on bi naj šel tja zaključiti posel. Ko pride do tja, je vse zelo skrivnostno in nenavadno in grof mu reče, da naj on ostane še en mesec, da bi vadil angleščino in se naučil navad. V tem času pa so tam te Drakulove neveste, vampirke, ki mu počasi pijejo kri, medtem ko Drakula odpotuje v London, kjer prevzame to posest in namerava na novo začeti življenje. Zdaj, film doda še to predzgodbo z Vladom Tepešem in tem, kako se on odreče te krščanski veri, za katero se je boril, ko mu umre žena oziroma nevesta. Potem pa, ko Drakula pride v sam London, sreča Jonathanovo zaročenko, ki je reinkarnacija njena. To zdaj v knjigi je to drugače, ampak film gre na to reinkarnacija varianto in ona dva potem imata romanco, ki je tudi osrednja romanca filma. Tukaj je Coppola konkretno spremenil en kup tem zaradi tega, ampak če gledate film po glasbi, po tem, kako so posnete vse te scene med Drakulo in Mino, je vedno zelo jasno vedeno, da tu ni neko napad, ampak da je to romanca. Skratka, Drakula, da pride k sebi, medtem pije kri Lucy, torej Minine prijateljice, in potem ona postane vampirka, ona ima 3 snubce, ki ga probajo ubiti, Jonathan se reši, grejo vsi skupaj, probajo uloviti Drakulo in je showdown v gradu, kjer se konča, mislim dosta akcijsko potem vrata vse skupaj. Zdaj pa, kar pa Coppolov film, kjer pa se Coppolov film ful razlikuje od ostalih Drakul, pa je potem, da je uporabil zelo podoben pristop kot pri Botru, da je vzel nekaj, kar je v osnovi šundovski roman, ampak rečemo temu visoki šund, in ga je naredil kot umetniški film. Pri Botru se je to super obneslo, pri Drakuli se je to super obneslo, obakrat mu je rešilo firmo, da ni bankrotiral. Tako da tudi Botr 2 mu je to pomagal. In ta pristop, ki ga uporabi, o tem bo še več Mito povedal, je zelo, zelo, zelo lep za pogledati in ful doda zgodbi. Tako da Tako je, Mito, mogoče ti si zdaj, mi smo zdaj, vsaj jaz, Igor, si ti ga zdaj še enkrat pogledal? Ja, seveda. Absolutno. To je definitivno film, ki ga je vredno pogledati še enkrat. Jaz moram priznati, da mi je vedno bil v lepem spominu, ampak včeraj sem bil pa tok navdušen, da je dobil 5 zvezdic na Letterboxdu, mislim, da 3. film, ki je dobil tok zvezdic, ker je res briljanten film. To, kar si zdaj Igor malo nakazal ali pa povedal, je treba seveda reči, da Coppola vse to naredi namerno. On se igra z različnimi filmskimi tehnikami, kar bo Mito seveda več znal boljš povedati kot jaz, je tudi, da so vsi efekti kako se temu reče? In kamera, to bi v bistvu torej, da so vsi efekti posneti na sceni, v kameri, da ni nobene postprodukcije, v bistvu edini CGI, 2 efekta sta CGI. In to je tisti modri obročki, pa sprememba demonske Drakule na koncu v mladega Drakula, čist na koncu. Tik pred smrtjo. Skratka, to ostalo je vse narejeno s praktičnimi efekti. Mi bomo dodali tudi link do YouTube videa, ki kaže vse te praktične efekte, ki je res izjemna stvar. Predvsem pa tisto, kar je mene, zdaj se bo to slišal
mogoče malo hecno, ampak verjetno ne, kdo me pozna, navdušilo je bilo predvsem ta erotika tega filma. To je film, ki je izrazito pač pokaže, to je eno drugo plat, Mirt bo mogoče več kaj povedal o kapitalistični, antikapitalistični interpretaciji Drakule, ampak meni je tukaj sijajno, kako je ta vampirska odnos do te Mine prikazan izredno erotično in kako imamo mi to zgodbo, ki je meni osnovna zgodba Stokerjeve Drakule, oziroma vsaj osnovna zgodba Coppolove interpretacije Stokerjeve Drakule, je zgodba o tem, kako ženska Mina Harker, ki je zelo strastna ženska, ima tam enega pač našega Keanu Reevesa, ne, ki je mal bolj tako en lolek, no, ne vem, kaj ne rečem točno, pač en tak visok, ampak bledoličen in zelo zadržan fant, no. Ona je pa strastna ženska, tako imamo tisti prizor, ona ga zvleče, da se gresta poljubljati, ker je on pač, tako kot sem rekel, malo loleka. In pozneje, ko pa pride pač Drakule, pa to v resnici zgodba, kjer ženska namesto enega mladega fantiča, neizkušenega v ljubezni, spozna enega odraslega, starejšega moškega, to se vse narobe sliši, ko jaz to govorim, ki seveda pokaže, da je pač, da je erotika lahko nekaj lepega in sjajnega. Mirt, ne smej se. To so... Vse vem, da je ful starejši od nje, pa da mogoče se ne spodob najbolj, ampak v tej neki simbolični, recimo, če simbolno to pogledamo, pač in se pač jo privlači. In jaz mislim, da je to izredno lepo prikazano v filmu, kako pač ta ženska neka erotična sla, moške popolnoma zbega, jih zmoti, ne vejo, kaj bi s tem počeli, ne, ker se tudi njena prijateljica, ki se premetava po tisti posteli, ne, se kako že, ko on pride noter, je samo oh my god. Kaj že reče, oh my god, what are you doing to Lucy? He's trying to save her life. Dear God. Skratka, ja, medtem ko se ona tako res senzualno premetava po tisti posteli in so ene take, pač je to zgodba meni o neki ženski erotiki, ki pa mora biti zatajevana, ker ženske takrat bi mogle biti seveda pridne, vase potegne, bi mogle čakati moškega, da pride do njih, da jih zaroči in vse to naprej. Niso one same mogle še v resnici izbirati v viktorijanski Britaniji, zdaj govorimo o času nastanka romana. Ne? Ja, v tem kontrastu je roman v bistvu dosti bolj zadržan. Ne? Tam je predvsem transfuzija, se mi zdi, da je v bistvu tam tisto najbolj erotično, kar roman ponudi, no, v smislu, ampak je tako narejeno, da pač mislim, da se Arthur grof Lord, no, kaj je že pač, potem nekako v objokani fazi tam hvali, da midva pa smo ja bila poročena, zato ker sem ji dajal kri, medtem ko so vsi ostali bili tiho, fuck, mi smo tudi dali, torej smo nekako vsi poročeni, I guess, ampak medtem ko pa so te strasti dosti bolj zadržane, ker ta film je dosti bolj in your face. Ne? Ja, se tudi je tam prizor v filmu, malo trivije, no? Kjer se Lucy pa Winona v bistvu poigravata z neko Kama Sutro, ne, kaj pa ti gledaš, ne? Ja, 1001 noč, hvala. No, skratka, ta filma je zginila iz filmskega prizorišča, ne, potem, to je pač neki missing article, ampak tudi film sam nastavi že s to knjigo, ne, 1001 noč, pa potem neke ilustracije tam noter, da pač ja, mi se bomo pošli tole, ne, in je v bistvu neka, tako kot si rekel, dosti bolj nahajpana erotična zgodba, kot pa sam roman vse za moje pojme no ponudi, no. Medtem ko roman se mi pa zdi, da v kontrastu s filmom nekako postavi Mino pa Johna, ne, kot neka enakovredna partnerja. Ona dva se pogovarjata, da bo ta skupaj firmo začela, skupaj life, ona bo njemu pomagala zapisovati, zato se ona uči tipkanja, obvlada posel, obvlada stenografijo, predpisuje vse te dnevnike, vsi jo hvalijo za njeno inteligenco, pa pridnost in tako naprej. In tudi Jonathan je v romanu hvaljen kot velik pogumen človek. Ne? Mislim, Van Helsing mu reče, pa to je neverjeten človek, kva je vse on naredil. Ne? Tudi Quincy, ne, ta veliki ameriški heroj, ki se pojavi, ne, v filmu in romanu, ne, mu reče, ja, on je neverjetno pogumen, šel je 2-krat dol v krsto Drakulo pogledati, pa neki probat se rešiti, ne, in tako naprej. V filmu pa ja, izpade v bistvu ta Keanova uprizoritev, katero sam zelo obžaluje, dosti bolj cagava. No? Cagava. Ja, definitivno je problem, da on takrat ni znal igrati.
tudi razloži. John Wick je super. Vse koreografijo zna narediti. Ne se je razložil, da je bil ful preveč utrujen, samo ni upal reči ne Coppoli, potem, ko je ugotovil, da bo preveč hin. Ampak kot izpade je to, da se on na vso silo trudil, brez uspeha, na glas osvojiti, potem pa je samo še lahko zdeklamiral, ker se je cel cajt na zloge fokusiral. In mislim, da je mogoče bil mišljen malo bolj junaški lik, pa pač Keanu tega ni takrat znal izvesti. Na nek način je za film potrebno, da v bistvu ta romanca deluje med Drakulo pa Mino, mora Jonathan malo izpasti tako bled. Rečemo se tako izraziti, ker v bistvu pol bi bilo dosti več problemov v neki sliki ali pa v sopostavljanju. V romanu pa tega problema ni, ker pač tudi ni te romance, tam je Dracula pač, ja. No, ampak vendar ima neko agendo, ta sem hotel tam moment, recimo temu razrednega boja v Drakuli. In še enkrat bi ponovil, da to je roman z konca 19. stoletja, se pravi, ko se zgodijo marsikaj še v Evropi in kar Stoker tako drugače inkorporira v roman. Eno je pač ta tradicija, ki velja lahko kot splošno znaka za vso vampirsko literaturo od Polidorjevega vampirja do Drakule, in to je to, da v bistvu recimo za razliko že od Jureta Granda in poprejšnjih primerov in tradicije, ki si jo Aljoša poprej povzel, lahko vidimo, da na neki točki postane z Byronom, šele postane vampir figura aristokrata. In postane tudi v literaturi, romantični literaturi, postane to figura pravzaprav aristokracije, ki noče umreti kljub svojemu historičnemu porazu s francosko revolucijo. In ker vendarle aristokracija je ustrajala še celo 19. stoletje in 20. stoletje in kot smo pomagi septembra gledali, ustraja še vedno, kljub svojemu zgodovinskemu političnemu porazu. In drugi moment, ki ga inkorporira, ker je pač, Dracula pač v romanu je dosti bolj, da njegova aristokratskost je poudarjena tudi, ko pride v London. V filmu je tudi lepo to prikazano, ko gre in se čudi nad moderno tehnologijo, ko gre v kino, recimo, tak meta, tekstualna lepa referenca in tako naprej. Ampak ta drugi moment, ki se mi zdi bolj zanimiv in tudi pri tistih nekaj pač interpretacij, ki sem jih prebiral, ker sem se bolj intenzivno ukvarjal s to knjigo, tisti moment, ki je mogoče bolj zoperstavljen, je pa to, kako je Dracula tudi alegorija pravzaprav zelo modernega problema v Stokerjevem času in tudi, bi rekel, našega, in to je, da je v bistvu vampir figura kapitala, to, kar je pravzaprav Marksova referenca iz knjige Kapital, ker je opredeljen pač kapital kot mrtvo delo in kapital je kot vampir, ki srka živo delovno silo proletariatu. In Marksova referenca je pač seveda vampirska literatura, kjer je to tudi zelo lepo in tako in your face odraženo, ne moreš ne videti. In recimo v romanu je ogromno teh prizorov, bom samo enega navedel, ki se mi zdi res emblematičen, in to je, ko se oni prvič potem v Londonu srečajo z njim in začne potem bežati, in ga pač v tem akcijskem prizoru, vrednem pač filmske ekranizacije, pa ne vem, zakaj točno tega momenta niso dali tudi v film, ki se mi zdi genijalen, in to je, da ko ga ta Američan s svojim tem Bowie knifeom, pač s tem uvitim nožem, zamahne proti Drakuli, mu prereže malo površnik in mu prereže tudi mošnjiček z denarja, tako da mu začne puščati denar iz tega. In sej ne pozabimo, Jonathan Parker je nepremičninski agent, Dracula kupuje nepremičnine v Londonu. In obstaja tudi ena namizna igra, ki smo jo s frendi tudi igrali, ker je v bistvu point tega board gamea ta, da tisti, ki igra Dracula proti seveda Vampire Hunterjem, kupuje nepremičnine po Evropi. En tak Dracula Monopoly varianta. Obstaja neko paralelno branje Dracule, ki je enako zanimivo kot to historično-politično, ali pa tudi ta, recimo, bolj ta erotično-seksualni moment, ki so ga potem, psihoanaliza je dosti pisala o tem, pa interpretirala, pač vprašanje vseh seksualnih anksioznosti viktorijanske dobe, ki izhajajo potem iz tega vampirizma od eksplicitno pač sadomazohističnih praks na eni strani, do druge strani vprašanje tudi transfuzij, bolezni, ki se prenašajo preko transfuzij, etc. Mislim, tle je bilo zgoščeno, veliko anksioznosti je bilo zgoščeno v Drakuli.
Ja, to se mi zdi nasploh fantastično, ker je tak primer poligon za različne interpretacije in to je ne nazadnje tisto, kar pač najraje gledamo, najraje pač o tem tuhtamo. Ne? Jaz sem hotel samo, zdaj še zadnjič sem vrgel na to erotiko, potem bomo o tem nehali, bomo tudi drugih stvari govorili, ampak hotel sem samo še dva citata, da podkrepim svojo tezo na neki točki, Keanu Reeves, ko sedijo tam za mizo v gostilni in mu v Helsinki iz nekega razloga ima reže zrezek, obema, skratka, Keanu Reeves prizna, da je bil impotent with fear, skratka, impotenten je bil zaradi strahu in pa seveda na neki točki, ko Mina govori o sebi, da je perhaps I am a bad inconstant woman, ne? Ker seveda gre tudi za to, da ko se ženska enkrat odloči za moža, je to, ne sme več gledati preko ograje in je vse to, pa še en mojih najljubših citatov je pa there's more to marriage than carnal pleasures, skratka, še več je v zakonu, kot pa so meseni užitki, tako da ja. No, lahko gremo spet še k drugim interpretacijam, ampak tisto, kar mogoče, kar je meni najbolj pa zanimivo, je vendarle, kako je ta film narejen, kako je posnet in posnet je genialno. Noč so neka prelivanja različnih kadrov, dvojne osvetlitve, uporabljali so miniature nekih hiš, ki visijo v zraku dobesedno in te perspektiva prepriča v to, da je zadaj neka hiša, da je velika pokrajina. To je ves film je posnet v studiu. Coppola je ves film posnel v studiu in vse, kar vidite, bodi si narisano, narejeno, so efekti in to je meni nekaj res, predvsem Coppola, čeprav razumem, ni hotel nobenih, namenoma ni hotel CGI, čeprav je CGI takrat, kot si že rekel, obstajal. Ja, leta 92 je v bistvu že nekako običajno bilo, da vsaj pred temi green screeni pa blue screeni, da se vse nekako budžetarno reši na ta način, ne? Ampak ker je snemal film ne na, koliko že, 70-letnico Nosferata, ampak na 100-letnico rojstva filma, je želel v bistvu ohraniti neko prvinskost noter. Ne? Tamle v onem videu, ki ga bomo objavili od spod, pa si ga dajte pogledati, se prav hudi nad temo, da mu studio tiši neke stručkote za vizualne efekte, medtem ko je pa sam želel v bistvu ohraniti neke prvotne, originalne, rečemo temu, filmske tehnike iz začetka stoletja. In je potem svojega sina najel, ne, da je v bistvu mu pomagal. Ne. Njegov sin je bil zelo neizkušen in se potem naučil zelo na hitre tele fore, ne, ki so bile uporabljene v filmu. In v bistvu ta homaž se pozna, ta ljubezen do filma se pozna skozi celotni izdelek. Ne. Tudi v oni sceni, kjer Mina se sprehodi skozi kino z Drakulo, ne. Ona dva gledata v ozadju, je prvi film posnet tisti prihod vlaka na železniško postajo. Tista je tudi zelo spolno nabita scena, ne, z onim belim volkcem, pa one rokavice na dlaki, pa muska vse skupaj naprej. Tako da v bistvu je kot nek... Ja, to, ampak se mi zdi, da v bistvu nekako Coppola tu občuje s filmom, ne, a veš, je tako nekako, to je moja interpretacija do tega. Medtem ko vse ostale filmske tehnike so pa bile zelo fino narejene in v bistvu jih danes kar malo pogrešaš. Ne pozabimo, film je dobil 3 Oskarje, tudi na tehničnih področjih, ne, kostumografija, zvočni efekti, pa še ena stvar. Maska, ja, hvala. Tako da v bistvu se poznajo, mislim, zelo dobro se je postaral, ne, te zadeve ne zginajo, ker tako ta tekstura je zelo prisotna, ne, in v bistvu film je zraven odlične postavitve, pa kadriranja, pa predvsem obarv, ne, je zelo, zelo ok za teh 30 let, koliko jih zdaj že ima na grbi. Če se še jaz lahko vrnem k erotičnosti in puritanskosti. Ne? Zdaj, puritanci, viktorijanci niso bili puritanci, viktorijanci so bili ljudi, ki so kiknili puritance ven iz države in to so postali Američani. Ne? In ne glede na to, koliko seksi filme je delal Coppola, in zdaj tu mislim seksi na čez celotni spektr filmske umetnosti, tista scena z 3 nevestami je bilo v scenariju, da morajo biti te 3 neveste gole. Ne? Ampak, ker je
Coppola bil puritanc, jim ni upal reči, naj se one grejo zdaj sleč tukaj in je naročil svojemu neizkušenemu sinu, naj on to naredi in on je pač tudi bil preveč puritanca in je šel nekomu drugemu od ekipe reči, naj onim 3 puncam da reče, ne si sleč. Na koncu so nekoga najeli, če prav razumem. Ja. Mislim, prav, to kaže še, v bistvu, roman je nabit s tole viktorijansko zadržanostjo, ne, in frustracijami, potem pa so še puritanci znali to potencirati pri tem, kako so ga posneli. Ne. Tudi Winona je povedala, da medtem, ko se ona premetava v unej sceni na posteli, je v resnici Gary Oldman stal za posteljo in je šepetal razne stvari, ki jih nikoli ni hotela ponoviti potem. Tako da, sam to, da veste, kako so se vživeli v te stvari. Mi to nekaj si še hotel povedati? Ja, ne, mogoče sem samo še hotel dodati, meni je en zelo ljubih efektov, je naprimer, kot Jonathan bere na vlaku, ker je v bistvu takšen simple but stupid efekt. Nasploh ta izmed ne vem kolikih Dracula filmov, ki se lotevajo romana, ker drugače lik Dracula se pojavlja za šalo v skoraj ne vem kolikih filmih, ne? Ampak ta je skoraj en izmed redkih, ki celo noter pokaže branje, pa pisanje dnevnikov in tako naprej, in to se vse uporablja potem za prikaz tega, ne? Neke projekcije. In tam je ena scena, kjer Jonathan bere pismo Dracula, to je ena izmed ta prvih, ne, kao Your Friend D. Na začetku, ampak v ozadju se pa zgodi neka taka, kako ne rečem, paralaksa, kjer imaš oranžno žgoče krvavo ozadje in neke gorice, ki se premikajo in v bistvu to je vse v kameri v enem posnetku narejeno. Zdaj v bistvu kočija je bila na fedrah, Keanu Reeves špila, koliko pač zmore, ne? Ampak od zadaj se pa pojavijo potem kar naenkrat na ozadju oči Dracula. Ampak zdaj to so naredili na ta način, da so skratka posneli najprej oranžno ozadje, pa potem neke gore, torej šablone gor, in so to premikali ful hitro, pa kamero v kontrsmeri šibala. Ne? Potem so pa kamero vrnili nazaj, vse zatemnili, pa projicirali oči. Ne, torej film so nazaj zavrteli, postavili kamer na začetek in še enkrat osvetlili isti trak filma, pa to vse skupaj na enem traku posneli. Ne. Pol pa so to projicirali, pa Keanu Reevesa v kočijo postavili, pa še enkrat se skupaj posneli. Takšen je ta efekt, ne. To je ta in-camera efekt. In tega je malo morje noter v filmu tako posajanih, takšnih zelo lepih, lušnih filmskih. Ampak meni je zanimivo, da recimo jaz nikoli ne bi uganil, kako so to naredili. Ne? Mogoče ti bi verjetno, kako so pač, ali pa približno veš, kaj so delali, ampak ko sem jaz gledal ta film, se čuti se neka ta pristna povezava scene z vzdušjem, z igralci, tudi če ne znajo dobro igrati, se vseeno čuti in mene je predvsem to presenetilo, ne? Da jaz, ki se ne spoznam na te efekte, pa ki nikoli ne bi rekel, jaz sem mislil, da so kje uporabljali green screen ali pa ne vem kaj, šele potem, ko sem prebral stvari po tistem, ko sem film pogledal, sem zavedal te stvari, ampak nekako vse čutiš. Coppola preigrava toliko nekih filmskih tehnik, načinov, a ne POV kamere, kako Dracula kot neka žival v obliki neke živali potuje skozi. Potem, ko pride prvič v London, uporabi to neko starinsko kamero, da prikaže, da zgleda tako, kot da je pač to posnetek iz tistega obdobja. Pač kup nekih montažnih načinov, efektov in vse to, ker kaže v resnici s tem zgodovino filma. Ja, prav potrudi se, da ti da eno teksturo, pa zgodbo, pa odnos do tega, kar misli, da pač Coppola sam je. V bistvu on je mislim, da je relikt starega Hollywooda, ne? Ampak to zdaj ne bi šel rad na to tangento, ne? Da bi se o tem pogovarjal, ampak dobro, on je s tem filmom rešil svoj studio, ki ga je fural mislim, da od začetka Apokalipse zdaj pa do tega filma pa še malo naprej. Dobro, mogoče se motim. Skratka, on je velik filmoljub in se v bistvu ukvarja s tem na zelo, kako ne rečem temu, ni ljubeč, erotičen način, da nočem te besede ponavljati, no, kam. Naj bo kar erotičen način do filma, do celuloze. Mislim, da ta film je res tak love letter, no, če že imamo roman o dnevnikih, je pa to, mislim, ali pa v pismih, no, je pa to kao njegovo pismo filmu, ne, tako da od tiste scene v kinematografu, pa do vseh teh tehnik, pa do teksture, predvsem te teksture, ki jo takšna tehnika omogoči, ne, ker v bistvu
je nekako bolj organsko spojeno. Ne? Danes smo že toliko navajeni na teh ostre reze, prilepljenih likov na zelenem ozadju ali pa računalniški spakedranščini, ki se potem prilima preko tega, da v bistvu se taka tekstura potem toliko bolj organsko prilepi na to doživljanje enega takšnega izdelka kot to. Vse to je bil moj feeling. No, da veš, tudi če on zdaj blokira del filmskega traku, da lahko podgane posname, pa potem obrne kamero za to, da posname Jonathana Harkerja, ki pride po stopnicah dol in naredi ta in-camera efekt, je to nekaj posebnega. No? Tako dobro začutiš. Ja, sjajen je in predvsem je vse na 11. Tle res igra je pretirana v vsakem momentu. Gary Oldman pač igra v te različne verzije Drakule, ampak prav vsaka z neko posebnimi manierizmi, s posebno pretiranostjo. Dobro, zdaj Keanu Reeves glih pretirano ne zna igrati v nobeni smeri, ampak tudi recimo dialoge, pa če sem si tle izpisal en cel kup citatov, ki so take krasne, spet pretirane, preveč sentimentalne, tako že res cukraste stvari, ampak tako dobro delujejo. Ne? I have crossed oceans of time to find you. Ampak to morate zdaj slišati z malo romunskega naglasa. No? Gary Oldman je rekel, da je ta stavek bil ključni razlog, da je vzel to vlogo, da je lahko izrekel ta stavek. Tako je, ker še mu je. Na koncu mi je ful všeč, ko seveda Gary Oldman kot Dracula se zadere, look what your God has done to me. In pol na koncu Anthony Hopkins kar iz nekega razloga malo se ustavijo tam, da ga ne ubijajo do konca, ne? Češ da zdaj bo pa to more Mina narediti in Anthony Hopkins kot Van Helsing, ta sloveči lovec na vampirje, kasneje ne? Reče, we've all become God's madmen. All of us. Pač tako, res vsaka stvar je tako dramatizirana, to je tako, da bi gledal Shakespearea sem z vampirje, to je res Shakespeare z vampirja. Sej, okay. Igor, nekaj si mogoče ti hotel reči? Ne, sej pač ja, ampak to je Coppola. Mislim, ne nazadnje je to človek, ki je naredil Botra in Apokalipso zdaj in Botra 2 in ja. Kaj je v Botru pretiranega, ne razumem. Hecate. Ja. Ne, mislim, tam tudi imaš dialoge, kot tam na koncu recimo, ki so tako face očitni in over the top, ampak delujejo pa, ne vem, krst in poboj na koncu. Ne? Tu je zelo podobne tehnike uporabo in zelo redko lahko kaj takega uspe in on je en redkih režiserjev, ki to zna narediti. No. Popravite me, če se motim, ampak mislim, da je to bil Dracula, da je bil eden izmed prvih tudi filmov, ki je seveda po zgledu Botra, še zlasti 1 in 2, kjer dobimo v bistvu prequel storije, kako dober človek postane zel ali odigra funkcijo zlobnega človeka ali zlobnega za družbo, kakorkoli. In da je to tlakovalo, v 90s to ni bilo še, v 90-ih to še ni bilo tak trend, kot je potem nastal zdaj v zadnjih 10-20 max letih, kjer je v bistvu vsi filmi vseh junakov grejo potem za nazaj pogledati, kaj je te ljudi naredilo, da so taki, kot so. Ne? In v bistvu je Coppola kar bil trend setting s Draculo glede tega. Ne? No, zdaj, Igor, ja, celo, ko je glih Noč čarovnic, celo Rob Zombie verzija Noči čarovnic, imaš origin Michaela Myersa, kako in zakaj je on postal tak psihopat, ne, kot deček. Celo do te mere je šlo. Drugače pa še ena full 90s stvar, ki je not v tej Drakuli, pa nobeni drugi, ne? Heroin oziroma morfi. Tak, v 90-ih je bilo to treba dati v film. Tak imaš Šunt, imaš ne vem, Roma in Julija, en kup filmov, nekdo bo se drugiral not po možnosti s heroinom in tukaj prav imaš to prav feeling, ta zdravnik ima dostop do heroina, torej ga uporablja. Ja, seveda, vsak bi ga.
Ampak hotel sem reči samo to. Seveda je ta film, kot je tudi knjiga, ne, super mešanca tudi tega, kako se nadnaravno z neke znanosti, o tem je že Mirt nekaj govoril, predvsem to, ne, da kaže prvo transfuzijo, takrat transfuzija še ni bila nekaj, kar bi se splošno delal, kaže se skratka z Renfieldom ta umobolnica in skratka neko zanimanje za, ne bomo temu rekli psihoterapijo, ne, ker ljudje hodijo z kletkami okrog glave, da jih oni ne ugrizne in tako, ampak recimo, da je to bil začetek psihiatrije. Ampak zdaj, da ne bomo predolgi, bomo kar šli seveda še k drugim ekranizacijam Drakule. Rekli smo, da jih je milijone. Samo še prav na to, samo še en aspekt, ki se mi zdi pomemben, zvezan na vprašanje psihiatrije, ki si omenil, da je bila takrat pač v stokrem času je psihiatrija bila, kako bi rekel, še zelo srednjeveška, no, tudi če smo v 19. stoletju, in je seveda prikaz tega umobolnice, kjer je ta minion od Drakule zaprt, ne, je odprl tudi to točko, ker je potem Anthony Hopkins odlično se mi zdi zaigrane, točno tega znanstvenika iz Amsterdama, ne, ki naj bi bil figura, in tudi v romanu je tako dvoumno zastavljen, ne bi bil figura pač znanosti, ampak kot nek half madman. In to, da pokaže, da se pravzaprav v bistvu ta največja racionalnost in največja blaznost v smislu vampirsko posesanega pač miniona stikata na eni določeni točki, in to je nekaj, kar je presenetljivo dobro v knjigi, pa mogoče v filmu umanjka in se pojavi šele v kasnejših potem kakšnih poskusih tega, je humor. Ne? Humor, recimo, kakor ga izraža ravno Van Helsing s temi neprimernimi izjavami, ki jih v filmu, recimo, jih tudi en parih so jih dali noter, ne? In ki jih reflektira konec koncev v tistem slovitem monologu, ko je v bistvu Drakula primerjan z smehom. Da Drakula vstopi enako nepovabljeno, ne? To je eden izmed ključnih kršitev pravil žanra, ne? Kot smeh. Enako oba vstopita v tvoje telo, nepovabljena in morata pač biti, mora biti tako, ker drugače ta smeh ni pristan. In enako za Drakulo velja, ne, da ga moraš ti povabiti noter, da je, kako bi rekel, pravi vampirski ugriz izsiljen. Ne. In da ta moment v bistvu nasilja tukaj ključen, to, kar ravno film se mi zdi, da s to romanticizacijo malo neutralizira, da, kako bi rekel, malo mučekane po brusi, no? Da rad malo bolj topi, kot so mogoče v romanu. Ne? In da se potem ta King Laugher, ne, se potem kaže tudi v določenih parodijah Drakule, od tiste z Leslie Nielsenom do te zadnje, mislim, da je bila britanska, ne, ta serija. BBC-jeva. Do tega, ja. Tako je. Tukaj Anthony Hopkins včasih pač res zgleda kot Madman, ampak mislim, da na dveh točkah in ne veš čisto zakaj v resnici. No? Tako, čist se mu pobebavi in začne kar nekaj, gremo zdaj še nekaj pojest. Skratka, ampak ja, kar nekaj je teh ekranizacij. Začeli bomo seveda s tisto Nosferatu, jo bomo preskočili, ker niso imeli avtorskih pravic, pa jih tudi mi za današnji večer ne bomo porabili, ampak ta najbolj znana ekranizacija, ki smo že omenili, je iz Drakule iz 1931, Toda Browninga, zraven ne bi bil še nek Karl Freund, ampak so ga brisali iz kreditov. Igra pa ga Bela Lugoši, eden najbolj znanih. V resnici vse Drakule, ki jih poznamo, igralci so si kar naredili ene karijere z Drakulami, in Bela Lugoši si je seveda naredil za to Drakulo. Mito, ti si ga pred kratkim pogledal? Ja, ravno včeraj. Ja. V bistvu je zelo kratek film, 75 minut, je pa res tudi, da je dost posnetega materijala padlo po montažni mizi na tla, ker je studio zahteval malo prevelike reze noter, ne? In obstaja, upam, da ga bom našel za čas objave te epizode, nek fan edit, ki so se dokopali do snemalne knjige režiserja in so skušali rekonstruirati, kaj bi bilo posneto, in po pričevanjih tega montažerja, fanovskega montažerja, film teče dosti boljše kot pa ta izdelek, ki pa moramo priznati je malo počasen, se mu pozna torej za že skoraj 100 let, torej koliko je za to? Ja, 100 let, da je starosti, ampak kljub temu ima pa ful enih pozitivnih zadev noter. No, predvsem Bela Lugoši je še tisti najbolj
ne bo rečem, svetovlik, ja, še posebej, ker so tako bledi pa napudrani. Napudrani so seveda zaradi tega, ker je film bil drugače občutljiv tiste čase. To je, temu se reče, ortokromatska senzibilizacija filma, ki je bolj občutljiva na modre aspekte barvnega kroga in pridejo te kožne pomanjkljivosti, da se tako izrazim, dosti bolj v ospredje, tako da so se zaradi tega pudrali, da niso bili vsi temni, kar je bilo še posebej v tistem času, se veš, nezaželjeno, I guess. Sam film pa si ful vzame svobode. Zelo hitro se iz Transilvanije predstavimo v Carfax, Bela Lugoši je v bistvu zelo karizmatično uigran. Vidi se mu, da ima kilometrino, ker je on to vlogo že igral na Broadwayu. Je bil tudi zelo odločujoč lik v ozadju, da so sploh Universal Studios dobili pravice od vdove Brana Stokerja, kjer je on potem pomagal studiu, da so zbili ceno $200,000 na 40 ali 60, različne cene so. Ocene so, koliko so dali denarja za to. Kar mi je pa najbolj seksi, I guess, pri tem filmu, ali erotično, kakorkoli, nimaš čekanov, Bela Lugoši nima čekanov tle not, pa nikoli ne pomežikne. Torej, vedno, ko ga vidiš od blizu, s tistim nekim Bela Lugoši ster, bom tako rekel, tistim pogledom, niti enkrat ne pomežikne. In ta film se prav izogiba tega, da bi ga pokazali nekako kako blinka ali kakorkoli temu. Drugače pa si vzame ene par svobod, no, v smislu, kdo je kje, naprimer Harker ne gre v Transilvanijo, ampak gre v Renfield, pa Drakulo ubijajo off-screen, samo neki krik zaslišiš, Lucy umre tudi tako na hiter, tako da ni najbolj vestna adaptacija, ampak je pa tak zelo klasika. No. Meni osebno je v bistvu še kar ok, tudi 58 verzija z Christopher Leeom. Tako. Dracula, v Ameriki pa znano kot Horror of Dracula, to pa z Christopher Leeom, torej Hammer Productions, ne. Ta je pa že bolj sočna, no, da se tako izrazim, in ima bolj ene par kar hudih horror elementov, si tudi vzame svojo svobodo, no? Mislim, svojo svobodo pri adaptiranju. Harker, naprimer, ki gre v Transilvanijo že od začetka, je on Vampire Hunter, on že v dnevnik v drugi ali tretji sceni zapiše, moram ga ubiti, pa si tako, odkot za tebe to? Čakaj, on je tam knjižničar, ne prodajalec, nepremičnin. Tak, kdo bo šel za knjižničarja v Transilvanijo? In pa pride tak s kovčkom knjig, tak. Ja. Tako da ta je full cool. Predvsem ta končni kill je meni kar epski, no? Ker Van Helsing potem, ki ga igra Cushings, ja. Mislim, da v nekem obratu, ki ga Dracula dol drži, se on izvije iz primeža, glih takrat, ko ga Christopher Lee želi zagrabiti za vrat, se mu izvije iz primeža, skoči na mizo, potegne dol zaveso in sproži žarek svetlobe proti Draculovi, pozor, nogi, in potem mu začne noga počasi pareti. Ampak se še kar vlači po tleh, pol pa mu roka pade v svetlobo in na koncu glava. In to traja 3 minute, kako Dracula kriči, pa počasi nekako pari tam, ne vem, tak kar grozna scena. Pol pa sem še pogledal Scars of Dracula, ki se v bistvu ne drži toliko same knjige pa romane in ga ne bi dal v kanon teh adaptacij, ki se držijo romanov, ampak je tudi kar ok kill na koncu Dracula, kjer skuša Van Helsinga zaštihati z nekim železnim štilom, ampak ga strela preče pa zažge, pa se pol, ne vem, vname ali nekaj tazga. Pol pa sem še gledal kao The Origin Story, Dracula Untold iz 2014. A se gledal, da? Ja. Tam ima pa kar weird shit. Je pa vse za mene, ima v bistvu kar problematične fašistoidne, rasistične nastavke, ki so tako, wow, to je pa kar mogoče malo preveč za moj okus, ampak no, di pa. Ja, ta film je bil v produkciji, ko se je Universal Studios odločil, da bi pa oni mogoče probali Marvel emulirati, pa narediti cel univerz, in potem so sred snemanja se odločili, dajmo to probati tja not stlačiti, če bi šlo. Pa filmarji niso mogli reči, ne bi šlo. In niti približno ni šlo. Kar pol kasnejši poskusi njihovi z Mumijo so bili še bolj spektakularen fail. Tako da ta dva filma, ki sta edina dva v tem njihovem Monsterversu,
sta en slabši kot drugi. Ja, bi se kar strinjal. Ja. Ne, pri tem Dracula Untold je moj problem s tem, da pač foter, ki je služil pri Turkih kot janičar, dobi potem obisk teh istih, že prej omenjenih Turkov, da pač zdaj pa želimo še ne vem koliko vaših potomcev tlele in on želi svoj dom, svojo belo raso, družino obraniti s tem, da gre v neko jamo, pa reče, ti imaš neko moč, daj me ugrizen, pa bom jaz po tamano vse te temnopolte tle, zato ker pač mi, veš, moramo obraniti naš dom, pa kao na pol sem že čakal tisto za dom spremni, veš, nek shit. Ja, tak to. Ampak, kar se pa tiče same portreta ali pa upodobitve, pa mi je ful, veš, Christopher Lee vsi ful hvalijo, kao, ne? Pa se bi ga jaz tudi, ampak če ga daš pa zdaj postaviš, ne, zraven Bela Lugošija, pa Gary Oldmana, ne? Dobro, Eva se sploh ne bom dal zdaj tudi noter, ne? Ampak ne zbledijo, veš kaj ima eno fora, tak ful je avtoritaren. Veš, jaz vem, da on bil oficir v britanski vojski, v bistvu nek intelligent officer je bil nekaj tega, ne? Če se ne motim. Skratka, on, ko se pojavi v 58 filmov na stopnicah, pa full muska, Q-in, pa po stopnicah Dorplaufa, pa imaš tako en ogromen close-up njegovega obraza, pa začne z zelo tako ostro vojaško, hitro dikcijo, kao govori, good morning, Mr. Harper, where is your baggage, kao, please, let me take you up to the car. Nič ni te počasnosti, te neke erotike, nema toga, ti samo pricem, ugriznute bom pol, to je to, a veš, tako vse je tako britansko pošlihtane, veš, taka ena smešna fora, ne, kao, da ne vem, zdaj horor iz tega izhaja, kao, da je tako uraden, ali je to nek portret te aristokracije, ki so si jo, ne vem, veš, tako, ne veš to, ne, tako da, smešen ton, tako, ne, ja. Jaz sem še pogledal Dracula 2000, ki je v bistvu Harvey Weinstein, tudi vampir, kupil scenarij, to se je hvalil Kevinu Smithu, ki on povedal, da je kupil scenarij zato, ker se filmu reče Dracula 2000. In potem je najel ljudi, da so vrgli tisti scenarij, na novo napisali scenarij, ki bi naj imel nek smisel, ampak se ne imel. Dracula pa igra Gerard Butler. In ne kar tak Gerard Butler, kot se ga predstavljate iz 300, cel mišičast, ampak Gerard Butler z dolgimi kodrastimi lasmi. Ja. In film je neumen, slab, dogaja se v sedanjosti in kar je najbolj spektakularno je, da so posneli nadaljevanje Dracula 3000, ki se nadaljuje takoj po koncu prvega, ne? Pri čemer se tale Dracula 2000 konča tako, da on pade konča se tako, da Dracula pade skozi okno na soncu in zgori. In potem v Dracula 3000 se izkaže, da je preživel in potem je en drug igralec, ker Gerard Butler je vmes posnel 300. In se ga niso več mogli provoščiti. Tako da tistega 3000 pa nisi niti mogel pogledati do konca, ker zelo slabši je še. Ja, potem je pred kratkim smo na BBC, oziroma je to na Netflixu, če se ne motim, je tale Dracula, skratka še ena miniserija. Z igralcem z najbolj erotičnim imenom, Claes Bang. Igra pa drugače tudi Morphy Clark, igra Mino, za tiste, ki ste poslušali zdaj že 2 epizodi nazaj, skratka našo epizodo o Rings of Power. Tega sta pa naredila seveda Mark Gatiss in Steven Moffat, človeka, ki sta delala različne dobre stvari pri BBC, od Sherlocka Holmesa in tako naprej, ampak nekako ta že začne tam, kjer se meni Sherlock Holmes njun konča. Zelo intelektualistična miniserija, ker se dogaja kup stvari v glavi, neki psihološki zajebi si sledijo enim za drugim in ne veš več točno, kaj se dogaja. Hkrati pa je res vse skupaj ni niti mal grozno, niti mal seksi, ne vem. Meni je bil še kar nadležen film. Ti si ga gledal, Mirt, domnevam. Sem pogledal, kako bi rekel, bolj iz študijskega užitka kot gledalskega in se popolnoma strinjam s tvojo ceno. Enako kot si končal gledati Sherlocka razočaranost tisto 4. sezono, ko poskuša že noter inkorporirati kar kritike filmske, ki so jih letele pač na Sherlocka.
namesto da bi jih, ko bi rekel, reflektiral, pa vzel za res in nekaj naredil na vsebinski ravni, kar vključi noter, pa oni tam skoraj že ne razpravljajo, pa recenzirajo, ko bi rekel, TV serija recenzira samega sebe in to, ko si to opasko, ki si dal, absolutno drži, da ta Dracula že začne tam, ne, in mogoče na začetku še ima, se ti zdi, da ima neke zanimive invencije, recimo, da kar nekaj začne nastopati, vedno bolj pride ta sestra Agata iz tega samostana, ki ozdravi Jonathan Harkerja, da se lahko vrne, začne dobivati kar večjo vlogo, da mogoče bo šlo v neko zanimivo smer, ampak potem, ko rata ta kat in pridejo potem v našo sodobnost in sedanjost, pa popolnoma zabluzi in v resnici se niti ne spomnim, kako se konča, kaj od tam naprej gre zgodba, ker je preprosto ni, ne, pač, ko bi rekel, postmodernizem at its worst, no. Tako nekako je, kar helikopteri se pripeljajo in neke stvari ne razumeš več, nekje si in kdaj si, ampak Mirt, ti si tudi seveda, te poznamo kot velikega navdušenca nad špili, igral si tudi na videoigri, predvsem pa Castlevanijo, kot tudi anime, tudi tam je Dracula. Ja, od špilov, no, Castlevania sem jih igral takrat 80-ta, 90-ta, pa sem malo pustil, ker so šle, pač, so se vendarle videoigre razvile, Castlevania ne. Mislim, samo grafika se je razvila, ne tudi kot videoigra. Je bila pa tako, in še danes mislim, da je kar eno od najbolj legendarnih v bistvu videoigrskih ekranizacij, da tako rečem, lika Drakule. Če bi razširili zdaj to našo mrežo na videoigre o vampirjih, bi bilo, ko bi rekel, bi bila že noč, kar tudi dejansko je. Od animeje pa, no, to recimo mislim, da neki pove, no, kakšen legendaren status ima ta Castlevania, da so po njej pač posneli tudi anime, mislim, da je kanadsko-japonska. Ja, nekaj tajega, ja. In da je pač kar solidna reč, no. Mislim, ni anime v japonskem slogu, je bolj v ameriškem, je bolj pač ta risana serija, ampak zajame mogoče ta, ker je najbolj distinktiven element pač videoigre in takratnih videoiger, tistih iz 80-ih, 90-ih, se pravi, ta fighterski momenti so zelo dobri, noter zgodba pa pač ni zdaj, da bi človek, ko rekel, presežek, ampak gledajte, za te dolge jesenske in zimske noči brez ogrevanja in elektrike, v kateri bomo pristali, bo treba dobiti nek, tako je rekel, power bank za gledati Netflixove serije, da bomo preživeli. Ne, ima pa hud soundtrack. Ta anime ima epski, tudi sam špil ima epski soundtrack. Ne. Jaz sem v bistvu 4 prešpilal, Castlevanijo, na SNES-u takrat, pa še zaradi tega je še pomembno, ne samo kot nek legendarni status tega špila, ampak izumlja je podžanr, ki se imenuje Metroidvania, kjer se v bistvu špili na določen način obnašajo, oziroma struktura igre, kako se premikaš po levelu in v bistvu prideš do glavnega bossa, pa potem nazaj vrneš, je v bistvu Castlevania nekako progenitor tega. Ne? Game engine je Boran porazmer. Mislim, ja, level design, bolj sem tak izrazil, kao na koncept, zaradi tega je že toliko pomembna. Ne? Je pa teh iteracij zdaj že kar neki, no. Ja. Predvsem 16-bitnih jih je bilo kar precej. No, jaz bi mogoče tle samo navrgel Helsinga, skratka anime Helsing pa Helsing Ultimate, kjer je tudi imamo Draculo, no, skratka tam noter je ta zelo zvita ideja, ne, da je pač narobe prebran in je Alucard, ne, ni Dracula, ampak je Alucard, ga veš, če se imenuje. To je pa v bistvu sin Dracule, ne? V tej ne, v Helsingu ne, tle je Alucard in je mišljeno Dracula, s tem, da seveda zdaj pa nočem zveneti rasist ali karkoli, se veste, Japonci imajo probleme z R-ji, ne, in ne skužiš tega, dokler ni prvič napisano, kaj govorijo, ne, ker govorijo Alucaldo. Ne? In ni, veš, ni R-ja, ne? In se tako malo zmede, pa gledaš, čak malo. Aha, Dracula, I get it now. Skratka, kar mal problem to postane, no, s tem je z nekim, ampak mislim, da je Helsing Ultimate tista, ki je meni boljša, ker je full grafično nasilna, pač to je res
nekaj, ki kri šprica tako, da imaš več čas občutek, da moraš pod tuš, ko pogledaš kakšen del, ker res, tako da to se splača pogledati. In res zobovja imajo taka gromozanska, pol glave si na razne razčesnejo, da skratka ugriznejo nekoga, pa tudi tako ne pijejo krvi, ampak pravzaprav na pol žrejo meso že, no. Ni da tako, ampak je samo... razčesne. V takih stvarih se uživam, ker sem sam doma. Castlevania je Alucard, sin Drakule, ki se mu upre, v bistvu nekako ima dovolj tega klanja, on bi sam zasepil. In je v bistvu, Alucard je kao obrne na Drakula, torej Drakula prebrano nazaj in pač to se htel omeniti. Kako lepo. Njegovo nasprotje. Jaz mislim, da smo o Drakuli zaenkrat povedali kar dosti stvari, potem bomo pustili še za vprašanje publika. Samo eno stvar bi še omenil. Seveda boš samo še eno stvar omenil. Opasko. Tako? V romanu ima Drakula brke. Nobena ekranizacija nima brkov, razen Frankova verzija iz 70-ih, ki je tako zelo malo cheesy. Gary Oldman ima brke tudi roki. Kosmatija, samo ta je bolj tista neka povezava z njegovo vokodlakostjo, tako naprej. Ne prav brke, pa je sicer v Coppolovi verziji, ko je v Londonu mlajši, ima v bistvu nekaj, rečemo teme, brčice, Medtem ko Christopher Lee, ki pa igra v Frankovi verziji, ta taka evropska produkcija, nisem je sicer gledal, samo screenshote sem videl, ki sem to ne zgleda dobro, Že tako, Christopher Lee pa taki epski moštaci, tako prav do 7 $, veš, not good look. Samo to, medtem ko Bela Lugosi, vsi ostale, tudi Langella verzija, Penance verzija, vsi brez brkov. Meni se sicer zdi kar logično, nekaj ni higiensko. Da se ti ujame. Veš, krvi pit, imaš mertle, se imaš brke, ampak od krvi. Samo imaš zapol, veš. Dobar, hvala Mito za ta uvid v tvoje popoldansko življenje, Mirt. Sem me spomnil, mislim, da je iz enega Dylan Doga, ne spomnim se zdaj dobro, ker sem me spomnil s tem, ker imamo tudi tukaj na mizi tega Dylan Doga z vampirji, pač je en par Dylan Dogov z vampirji in v enemu razlaga to, da kao razbiva ta tako skoraj Mythbuster, vampirji češ, da grizejo tako, In tako je v vseh filmih pokazano, ampak v Dylan Dogu pa lepo razloži, da tako se ne da ugrizan žile, ker boš vedno naletel na preveč mesa vmes in da vampirji v resnici grizijo s temi dvemi zobi. Tako, po dva, ščipajo od strani, Se mi zdi, tako je niblerji, ali upam, da cenite te dirty details, ki si jih... To sem jaz imel prej v ustih, se to veš, Mogoče ne tega zdaj, pa ne bom zdaj več tega dajal v ustih. Kak je erotična. Skratka, jaz mislim, da smo o Drakuli povedali vse, jaz upam, da smo vas pripričali, da si nabavite kakšno knjigi. Žal, slovenskih verzij ni več veliko na voljo, jaz sem prebrskal vse. Mojo na Bolhi, lovil pa še ta bolj švoh. Jaz sem vse ljubljanske antikvariate pregledal, nikjer je trenutno ni vse v Ljubljani za dobiti, žal prevoda, tako da sem na koncu si nabavil original oziroma v angleščini. Skratka, to bi bilo Drakuli to, če bo vas še kaj zanimalo, smo tukaj, še bomo malo hengali po dogodku. Jaz bi pa seveda zdaj šel k rubriki, kaj gledamo, špilamo, beremo, poslušamo, ki je tokrat samo Mirtova, kajti mi smo danes že snemali eno epizodo in smo povedali, oziroma Igor je povedal tisto, kaj gleda, midva z Mitotom sva bolj se pripravljala na to epizodo. Skratka, Mirt, kaj gledaš, bereš, špileš, poslušaš, da bo še naše poslušalce in gledalce navdušil za kaj žanrskega. Če kar nimaš pred sabo, ti bom tako obrnil računalnik, da si lahko prebereš. Hvala, če sem že spisal, lahko imam tudi plonk listek. Mislim, to jaz gledam, berem, pa špilam, pa ne nujno priporočam, mislim, vsak po svojem okusu na lastno odgovornost. Sem pogledal sveda do konca House of Dragon, nabiram moči za Rings of Power v naslednji rundi. Človek rabi veliko dobre volje, pa je, tako pravijo. Stari dobri, to se loto iz različnih razlogov, ampak ne vem, če ste gledali North and South, mislim, da je izjemna stvar pravzaprav.
izjemna stvar tudi za današnjo aktualno družbeno situacijo, ker tam se znajdete pač severnjak in južnjak, levičar in desničar v modernih kategorijah, ki sta prijatelja in probate kljub vsej ideološki vojni in tudi dejanski vojni, ki iz tega sledi, to prijateljstvo furati, ne glede na vse, in se mi zdi tak dobro antitoksičnost, ki vlada predvsem po socialnih omrežjih. Se mi zdi tako dobro cepivo, no, da tako rečem. Antiideološko cepivo. Če smemo uporabiti ta zastrelo metaforo 2020. Not igra tudi David Carradine, ki je tudi igral Drakulo v eni šaljivi horror verziji Sundown, Vampire in Retreat, ki je deloma tudi western in deloma se dogaja v sedanjem času, v glavnem on je tam Drakula in je revolveraš. Neverjetno, ja. Okay. To so tudi te dirty details, ne? Od animejo absolutno priporočam Cyberpunk Edge Runners, pa da ste ali niste špirali, to je japonsko-polska koprodukcija. To je tako once in the history, ne bo se nikoli več zgodila. Bil je ta, mislim, kaj je že Studio Red, polski studio, ki so lansirali to videoigro, ki je napovedovala, da bo absolutno neka legendarna videoigra cyberpunkovska z Keanu Reevesom v glavni vlogi, ne, seveda kom pa drugim. In tudi nepresenetljivo bila je velikanska polomija, ogromno bugov, so jo flikali z leve in desne, pa vendarle je že dobila nek kulten status pri gamerih, točno zaradi tega, ker je tako zrukana, da je res cyberpunkovska, no. Anime je veliko bolj pošlihtana in polikana, tako da je absolutno gledljiva. Sploh ni treba resetirati Netflixa med tem, ko gledaš. Ja. Nekaj, kar gledam tako bolj na tiste večere, ko so možgani res že usahnjeni, je Cobra Kai, ki je kot velik fan, pač nekdo, ki je zrastel v 80-ih, kdo ni gledal Karate Kida takrat, no to pač moraš gledati. Drugače pa sem prešpilil na priporočilo od Snetija, Sergeja, hvala, trilogijo Uncharted. Zdaj pa igram Trek to Yomi, to je ena taka samurajada kurosavovska, zelo estetska. To že sem lahko na YouTubeu pogledaš, ker vse skupaj je samo 5 ur igre. Pogledaš pač celo zgodbo. Čakajoč seveda na God of War 2, ki je Ragnarok, ki bo zdaj za, kako rekel, mrzle zimske dni. Drugače pa berem, ker se pripravljamo, bomo gostili Marcela Štefančiča v Gorici, v Stari Gorici, v Fajglovi knjižnici, njegov slovenski sen, ki je tudi ena taka dobra, ko bi rekel, aktualno družbeno-politična. Mislim, če tako, ko jaz pogrešate Studio City, berite slovenski sen, to je Studio City na knjižni obliki. Berem pa tudi, dobro, to bolj iz študijskih razlogov, ker imam v tem semestru moderno književnost na planu, Proverjevo, Karl Marx in svetovna literatura v slovenskem prevodu. To je izjemna knjiga, med drugim tudi te Marksove reference iz vampirske literature tam vleče, ne. Pa še seveda kolega pisatelja z Goga Andraža Rožmana, Titov sin, ker imamo skupaj nastop zdaj v novembru, in pa svež slovenski prevod, tega sem se res veselil, je trajalo nekaj časa od Tane French v Gozdu in bo, če bo dobro poželal slovenski prevod, tudi tukaj pri bralstvu bo sledil cela heksalogija, kar upam, da bo. No, super, ja, tole je tudi izhaja pri Gogi in je zdaj prednaročilo, mislim, da že zunaj, če za tiste, ki bomo dodali seveda spodaj spet povezavo, ker gre res za eno izmed, kako bi temu rekel, mojstric kriminalke v tujini, ki je pri nas res še posem neznana in bo to njen prvi prevod, pa ne je soditi po miniseriji, ki je bila posneta po nekaj, tist ni posebej dober. Igor, še si ti hotel kaj povedati? Si slučajno kaj pogledal, preke sva te zgubila za pol ure? Publiko. Aha, publiko bi ti pogledal, vse boš lahko. Ne, publiko naprej, zdaj bomo najprej avtorov ven in potem ima publika, ker... Sklepna misel, sem še eno. Aha, tam imaš mikrofon, Mirti, ja? Sklepna misel je? Sklepna misel, spomnil sem se, ne vem zakaj, ampak se mi zdi, da moram preden zaključimo povedati tudi ta fun fact, ker kdor je zdržal z nami do konca, si zasluži, da ve te stvari. In to je, da je najstarejša napoletanska pica, ne, marinara, ki ima paradižnik, baziliko in česen. In ni naključno, da je najstarejša pica. Aha, okej.
To pa je res zanimiv efekt, ki ni niti malo random. Skratka, za publiko bomo potem tukaj mi odgovarjali in vi tega poslušalci, ki zdaj tole poslušate na Noč čarovnic, ne boste slišali, mi je zelo žal. Kaj pa niste prišli na Vodnikovo domačijo, prav vam je. Kajti dajmo tole vendarle raje zaključiti, ker mislim, da bo tole malo preveč, če zdaj tale mikrofon še nosim med publiko in skratka, ljudje in ljudine, to je bila že naša 135. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Mail Bot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mirt in njegovi vampirski minioni Komel, Igor vse zelo skrivnostno Harp, Mito Cagavi Gegič in Aljoša samo še eno o erotiki Harlamo. Tole epizodo smo posneli na Vodnikovi domačiji v Šiški, ki se iznova zahvaljujemo za čudovito gostoljubje, kot se zahvaljujemo tudi živemu občinstvu, ki je preživelo naše snemanje, je pa morda za kak deci krvi lažje in zdaj tisti, ki ste preživeli, da vas še slišimo. Ok, nekaj še je ostalo za poobedek. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts ali Spotifyju, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če boste danes po noči težko spali, zjutraj pa se zbudili s kakšnim pikcem na vratu, se nikar ne vznemirjajte. Glede na vreme, kakršnega imamo, gre najverjetneje za komarje. Če pa bi slučajno na sebi opazili kakšne fizične spremembe, ki jih ne morete pripisati puberteti, odpor do česna, sonca, križev, žegnane vode in kolov, pa ste lahko samo veseli. Večno življenje pomeni, da se vam ni treba vznemirjati, če zamudite kakšno epizodo podcasta Obot. Ali pa ne uspete česa pravočasno pogledati ali prebrati, saj vas bo vse počakalo. Večno. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast s K-jem, Obot brez pikice vmes. Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabna omrežja še vedno tudi delimo rajcere, prikolice, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vse vaše vprašanja, pripombe, komentarje, izrecna povabila na dom, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 135. epizoda, dragi oboževalci in oboževalke. Naslednja epizoda Meseca krvosesov bo najbrž posvečena izvirnemu filmskemu Drakuli, to je Nosferatuju. To smo glih prej rekli, da mogoče ne bo star scenarij, se opravičujem. Ampak vsekakor se pa slišimo čez teden dni v drugi epizodi Meseca krvosesov. Draga publika, tukaj zdaj pred odrom in seveda, drago občinstvo poslušalci, ki tole poslušate na Noč čarovnic, hvala vam za vašo pozornost.